Povedali smo, da bomo v katerem koli trenutku, ko bomo dobili jasna zagotovila, da je vitalni nacionalni interes na teh 3 ključnih točkah zaščiten, prekinili z našimi aktivnostmi, oziroma tudi na koncu, ko bomo imeli teh 40 000 podpisov, da jih ne bomo predali, če bomo imeli jasna zagotovila, da je na drug način zaščiten ta slovenski vitalni interes. Gre za 3 točke, ko sem že prej omenil in bi jih zdaj samo še enkrat povzel. In to smo povedali zelo odkrito in jasno gospodu Pahorju in gospodu Vajglu, ki je kot predsednik zunanjega političnega odbora tudi ima visoka pooblastila pri iskanju rešitev in se je med drugim tudi pogovarjal in pogajal, ko je šlo za sprejetje sklepa v Državnem zboru. Te 3 točke so dosledno spoštovanje sklepa Državnega zbora, ki je bil sprejet pod naslovom Zaščita slovenskih interesov ob vključevanju Hrvaške v NATO, ki govori med drugim o tem, da je Slovenija ob osamosvojitvi imela teritorialni stik z mednarodnimi vodami in je med drugim nadzirala celoten Piranski zaliv, zaselke na levem bregu Dragonje in ozemlje na levem bregu Mure pri Hotizi. Drugo, da dobimo jasno zagotovilo, da parlamentarne stranke oziroma parlamentarna večina ne bo poskušala ukiniti možnosti naknadnega zakonodajnega referenduma, kar bi pomenilo ukinitev možnosti, da bi v primeru, da Hrvaška do ratifikacije sporazuma o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo se ne bo umaknila z teh zasedenih delov ozemlja in morja, da imamo v tem primeru možnost, da takrat izvedemo ta naknadni zakonodajni referendum. In tretje, brez dvoma ključno v tem trenutku, da želimo jasno zagotovilo, da ob morebitnem pristanku Hrvaške na mediacijo, čeprav bo to šele danes izvedeno, je bolj ali manj znano, verjetno je tudi že bilo posredovano v javnost in tudi pristojnim organom, da Hrvaška načeloma, kot je bilo tudi že javno rečeno, sprejema to mediacijo, torej jasno zagotovilo, da Slovenija ne bo umaknila zadržkov, ki jih je dala glede odpiranja nadaljnih poglavij in zapiranja poglavij ob vstopanju Hrvaške v Evropsko unijo, dokler se Hrvaška dokler ne umakne spornih dokumentov zemljevidov oziroma se odreče možnosti uporabe teh dokumentov v primeru reševanja mejnih vprašanj pred mednarodnim sodnim telesom.